V svet je te dni spremljal, kako je samo 34-letni Zoran Mandani prepričljivo postal župan New Yorka, je prvi musliman in prvi demokratični socialist, ki bo vodil to zapleteno 8,5 milijonsko mesto, ki je hkrati tudi svetovna finančna prestolnica in tukaj živijo številni milijonarji, pa tudi 135 milijarderjev. Ampak to seveda niso tisti ljudje, ki so Mandanija izvolili. Še več, so zelo kritični in nezadovoljni z njegovimi načrti, da bi jim dvignil davke, s katerim želi financirati bolj dostopno življenje in storitve za New Yorkčane, ki tukaj vse težje živijo in se zato pogosto tudi izseljujejo. Mandani je bil še pred letom dni skoraj da povsem neznan. Nato je z obljubami o bolj dostopnem in cenejšem mestu in pa s pomočjo predvsem mladih, ki so se navdušili nad njim, več kot 100 tisoč pa jih je tudi pomagalo v njegovi kampanji, postal zelo znan, zmagal je na demokratskih volitvah, pogovarjal se z ljudmi na ulicah, na podzemnih, v klubih, v restavracijah, poslušal je njihove težave in mi seveda obljubil, da jih bo rešil. Pravi, da bo zamrznil najemnine, da bo omogočil brezplačne avtobusne prevoze, cenejše vrtce, to financiral z višjimi davki za bogate, ampak seveda bo zelo težko. Newyorški župan ima veliko moči, za njega dela okoli 300 tisoč zaposlenih, ampak seveda njegova pooblastila niso neomejena in zato bo zelo, zelo zanimivo opazovati, kako bo po 1. januarju začel reševati težave New Yorka.